Mi smo sprejeli zaradi tega, ker smo slišali, da mestna uprava, gospod župan Kangler, ni uvrstil na dnevni red problematiko daljnovoda Kozjak-Slovenske Gorice. Bila so že 3 razgrnitev tega državnega načrta v občini Pesnica, v občini Selnica in v mestu Mariboru, pač pa v krajevni skupnosti Brestanica. Tu smo vsi krajani in lastniki zemljišč podali zahtevo, da se ta daljnovod ne umesti v Kozjak in da se umesti na drugo, torej južno traso, da se poglobi, da se da v kable. Tako bi očistili spodnji del in obvarovali Kozjak. Zato smo danes tu, da z tem tihim protestom želimo doseči, da Mariborski svet naredi enaki sklep, kot je že na prejšnje, torej mesto župan Sovič, da se visoko vodi dajo v kabel, torej v zemljo. No, spodnega sedeče, da bi za vse večne čase degradirali kmetijsko zemljišče, vinogradnike, torej teh ljudi, ki živijo v tem okolju. Pomeni tudi to, da je to mesto bilo vedno, ali pa Kozjak, odrinjen od tega Drave pa do avstrijske meje. In ko se s trudom tu nekaj dosegli, da je začelo živeti, ko se na vsa usta hvalimo o tej vinski cesti, o tem turizmu na deželju, podeželju, razvoj podeželja, zdaj nam hočejo uničiti ta neokrnjeno naravo. Koliko vas je organiziranih v tej neformalni skupini občanov? Precej. Organizirani se je recimo 100 lastnikov, ki imamo izjavo, da ne dovolimo, da ne dajo zemlje za daljnovode, plus ostali še neprizadeti, to so pač ob tej trasi in širše okolice. Se bojite, da se bo to zignoriralo, glede na to, da danes na sejo mestnega sveta ni to prišlo na dnevni red? Koliko smo informirani, bo župan uvrstil ta naš problem na dnevni red in potem bi pač videli, kako bojo mestni svetniki odločali po svoji vesti. Mislim, da vemo, da so načrtovalci tega načrta naredili že dosti več, mislim, v procesni napake in da enostavno ne morejo uspeti. Torej, delno ste že zmagali? Mi smo še v vojni, bitke pa še nismo dobili. Tudi ta je problem tega izvajalca, da ni pred 2 letoma, 3 leti predstavo, kaj želi. Mi smo šele izvedeli zdaj 10 dni, 14 dni nazaj, da bo tukaj daljnovod, da bo črpalna elektrarna in tu je ta problem. Ljudje niso bili obveščeni. Kaj kanite narediti? Ja. Iniciativa hoče danes, torej do 23.6. z vsemi temi napakami, ki smo ugotovili v procesu sprejemanja tega načrta, da pošljemo na Ministrstvo za okolje in prostor in potem čakamo 30 dni, da nam Ministrstvo za okolje in prostor odgovori, logično negativno. Ste seznanjeni mogoče z govoricami, okoli tega ste preverjali govorice o tem, da je materiali za postavitev teh daljnovodov, da so že kupljeni? Preverjamo. Kaj pa, če vam Ministrstvo za okolje ne odgovori? Mora goditi, kaj je toliko napak, ljudje niso bili obveščeni, geodeti so hodili po travnikah, po njivah, po privatni lastnini, delalo se je skrivaj, to v tej naši demokraciji ne poštevali. Okolja niso poštevali, tega divjade niso poštevali, turizma niso poštevali, te 100-letne vinograde niso poštevali, od Pekla, Krenc in tako naprej, Urbana, ta se nam našteval.